Danes stojim pred vami kot obtoženka za bojda zavestno širjenje laži, obtožena strani najbolj resnicoljubne stranke v celotni parlamentarni zgodovini Slovenije, stranke, katere vodja danes skupaj z Ruparjem na ulicah in trgih na svojih mitingih resnice skandira: dajte upokojencem višje pokojnine. Čeprav je ravno Janez Janša tisti, ki je v preteklosti ustvarjal revščino med njimi. Interpelirana sem zato, ker ljudem nisem razložila SDS-ovskega valorizacijskega hokus pokusa, ki je tak, da čim manj ljudi razume, da je 57,25% enako 78 odstotkom. Interpelirana sem zato, ker sem povedala golo resnico. To, da je ZPIZ-2, ki ga je decembra 2012 prejela vlada Janeza Janše, določil odmero 57,25, ki je, če zanemarimo minimalno zaokrožitev navzgor, najnižja odmera, po kateri je kdorkoli, kadarkoli v zgodovini Slovenije odkorakal v pokoj. Res je, ZPIZ-2 je ustavil nadaljnje padanje odmere po ZPIZ-1, a dejstvo je neizpodbitno. To je najnižji odmerni odstotek v zgodovini te države in vlada Janeza Janše bi ga lahko zvišala, če bi le hotela, pa ga ni. Lahko bi ga zvišala, če bi hotela, pa ga ni. Zato je imela vso odločevalsko moč. In če Janša ne bi predtem na referendumu leta 2011 zrušil poskus reforme, bi bila odmera pokojnin 2% višja, kot je bila v trenutku Janševe odrešitvene zamrznitve. Janša je takrat z referendumom zrušil Pahorjevo vlado, da se je lahko sam poveznil na oblast. In potem je na dobrobit upokojencev nenadoma pozabil. Pokojnine, odmerjene po Janševem zamrznjenem odstotku, so bile nizke in v tem je srž moje trditve, da je Janez Janša ustvarjal revne upokojence. Za nameček je druga Janševa vlada pokojnine še zazujfala. Pomeni, da se v letu 2012 pokojnine niso uskladile s povprečno plačo. In to je povzročilo, da so pokojnine pričele zaostajati v razmerju s plačami. Skratka, z ZUJF-om je vlada Janeza Janše zamrznila usklajevanje pokojnin, ZUJF je bil pred pokojninsko reformo, tako da ste vedeli, kaj delate, znižala nekatere pokojnine, prisilila javne uslužbence, ki so izpolnjevali pogoje v upokojitev pod slabšimi pogoji in tiščala plače navzdol in s tem dodatno potiskala upokojence v revščino. Od tu vse več revnih upokojenk in upokojencev, od kje sicer? In to v družbi, ki je dovolj bogata, da med nami ne bi smelo biti ne revnih upokojencev, sploh nikogar, ki je reven. Ampak Janša, zaščitnik predvsem kapitala in ne ljudi, k družbeni soodgovornosti ni in ne bi nikdar pozval gospodarstva, ki beleži visoke dobičke, da bi to bolj solidarno prispevalo v pokojninsko blagajno. Seveda ne. Raje žrtvuje upokojence in jih zavaja s svojimi zavitimi valorizacijskimi formulami, ki jih zares razumejo edino le finančni eksperti. To je ta resnica, ki boli SDS. Zato zdaj na vse pretege razlagajo, da se ob moji interpelaciji ne pogovarjamo o ZUJF-u, ampak o ZPIZ-2. Ne, dragi interpelatorji, pogovarjamo se o tem, na kak način so Janševe vlade vztrajno nižale pokojnine in ustvarjale armado revnih upokojenk in upokojencev. In tudi o tem, kako ste še 3 leta nazaj, ko ste bili tretjič na oblasti, bili pripravljeni še enkrat več izdati in žrtvovati upokojencev v zameno za sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost po diktatu Evropske komisije na podlagi njenih zmotnih ocen. In če se ne bi minister Luka Mesec leto dni pogajal z Evropsko komisijo, da odpravi to surovost in vseeno zagotovi sredstva iz sklada, bi vaša politika, vaše klečeplazenje pred diktatom iz Bruslja pomenila katastrofalne reze v pokojninsko blagajno. Konkretno, v skladu z Janševimi zavezami bi se morala omejevati rast pokojnin za dodatnih astronomskih 1,54 milijarde evrov letno. Kaj to pomeni, vemo. Recimo povečanje delovne dobe čez 40 let. Če sklenem, ko je Janša v opoziciji, igra velikega varuha pravic upokojencev, ko je na oblasti pokojnine reže ali je pripravljen pristati na reze po diktatu Bruslja. Če kdo, potem se mora Janez Janša opravičiti upokojencem in državljanom in ne jaz. Hvala lepa.